Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Bližajo se lokalne volitve, na katerih bomo za nov 4-letni mandat izbirali tudi župane. Kot je znano, se v mestni občini Krško za ta položaj poteguje 6 kandidatov. Janez Kerin, Jože Olovec, Iztok Starc, Janja Starc, Dušan Šiško in Aleš Zorko. Tokratni Posavski tednik je namenjen njim. Povabili smo jih v posebno predvolilno oddajo, kjer so se podrobneje predstavili. Naj še omenim, da smo seveda povabili vse kandidate, a se Jože Olovec našemu povabilu žal ni odzval. Vabljeni k ogledu. Za kandidaturo sem se v bistvu odločil, ker se mi zdi, da je pravi čas in vse se mi nekako v življenju poklopilo. Živimo v prelomnih časih, ki so za našo občino lahko nov razvojni premik. In uresničevanje vseh teh priložnosti je velik izziv, tako za mestno občino Krško, kot zame osebno. Ni mi vseeno, kako se bo to okolje na te izzive pripravilo in nanje odgovorilo. K kandidaturi me je spodbudil tudi pogum mojega starega očeta, Franca Starca, ki je v prelomnih časih med 2 svetovnima vojnama bil 3-kratni župan takratne občine Krško okolica. In če je generacija mojega starega očeta pred skoraj 100 leti zmogla graditi boljši svet, ga zmoremo danes z vizijo nove generacije tudi mi. Odločitev ni bila od danes na jutri, ampak je zorela kar nekaj let. Naši obrtniki, podjetniki so me res dolgo časa nagovarjali, da je že čas, da nekdo pride iz gospodarstva, ki ve, kaj je voditi neko podjetje. Primarna odločitev, zakaj sem se odločil za kandidaturo, je bila ta, da sem začutil skupaj s somišljeniki iz društva Modra smer, da so v Krškem nujne spremembe in to spremembe na bolje. 24 let je obdobje, ki se človek izpoje, ki se človek naredi, svoje potenciale izpove, tako da resnično sem prepričan, da je prišel čas za neko novo energijo, za novo razmišljanje, za novo vizijo, za nove cilje, ki bodo v to našo mestno občino Krško pripeljala drugačno razmišljanje in tudi drugačno delovanje. Prepričan sem, da to lahko kot jaz, kot župan, kot moja ekipa, za katero mislim, da je dobra ekipa, kako tudi občinska uprava, za katero mislim, da je zelo uspešna, že do zdaj bila sposobni narediti. Odločil sem se, glede na to, da smo v Ljubljani pridobili status mestne občine in ko sem se vračal domov in ko sem se sprehajal po Krškem, so me krajani, krajanke, občani, občanke pozdravili, so se mi zahvalili, so bili veseli in so me takrat že začeli nagovarjati, da naj razmišljam o kandidaturi za župana. Kaj je še potem bilo pomembno in je pretehtalo, ko sem se odločil? Prvič, imam 3 mandate občinskega sveta. Bil sem med najbolj aktivnimi svetniki, kar tudi sami veste. Drugič, delal sem na krajevni skupnosti mesta Krško, ki je večja kot 1/3 občin. In tretjič, bil sem poslanec v državnem zboru, tam sem bil predsednik komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, bil sem tudi na kolegijih. Zdaj, največja vrednota vsake lokalne skupnosti oziroma vsake skupnosti so ljudje. Morda v zadnjem obdobju premalo vlagamo v ljudi kot največja vrednota. Infrastrukturo kot tako ne pozabljamo, delamo dobro, kot največja razvojna priložnost pa vsekakor vidim tukaj umestitev drugega bloka jedrske elektrarne Krško v naše okolje in pa seveda čim večji učinek te umestitve za nas, za naše prebivalce, za naše zanamce. Mi bomo tle ostali, mi bomo tle živeli bodo naši otroci, vlade se bojo menjale, tako da tukaj vidim največji izziv, da bo ta umestitev čim bolj uspešna oziroma obogatena z vrednotami za naše občanke in občane. Za mestno občino Krško je trenutno eden pomembnejših, če ne celo najpomembnejši mandat zaradi pogovorov o umeščanju projekta JEK2 v okolje. Pri tako velikem in pomembnem projektu je izrednega pomena imeti odprta vrata
do vlade in to je tisto, kar mi imamo. Veliko se bo vrtelo od tega urbanizma. Tukaj mislim ne samo, kje bo kakšna hiša stala, ampak v bistvu kako velika bo ta hiša, kaj treba do te hiše pripeljati, pomeni od infrastrukture, ceste, vodovoda. Povezano s tem se bo povečalo najbrž tudi število prebivalcev, potrebno bo poskrbeti za šole, vrtce in podobno. Malo bolj sistematično umeščanje vseh teh stvari pomeni, da bomo pripravili okolje, ki bo dobro za tukaj bivati in živeti. Mi moramo imeti, in to je moja prva prioriteta, kar bomo naredili, da bomo sestavili komisijo, ki sem jo že predlagal v občinskem svetu, pa se do danes ni ustanovila, za spremljanje in izgradnjo drugega bloka, kjer bo prav posebna komisija iz strokovnjakov in bomo gledali in tudi pomagali z nasveti pri izgradnji. Že pri sami pripravi našega programa, ki je v bistvu tudi delno moj program, smo govorili o tem, da bomo konkretno pristopili k razgovorim za toplovodno ogrevanje mesta Krško z naselji, na katerih bi bilo takšno ogrevanje še smiselno. Naslednja faza je to energijo, ki nastaja pri ohlajevanju reaktorjev jedrske elektrarne, umestiti v toplogredne površine na Krškem polju oziroma v neposredni bližini našega tega umeščenega objekta. Tako da to je eden izmed dveh konkretnih zadev. Že sama umestitev objekta v naš prostor bo prineslo priložnosti za številna podjetja in nenazadnje tudi za samo občino in občane. Tu verjetno bo po izgradnji nuklearne ostalo tudi precej tistih, ki bojo sodelovali potem pri samem obratovanju jedrske elektrarne. Tu bo potrebno verjetno veliko večje število podjetij, ki bojo sodelovala z tem objektom, tako da tu je res neizmeren potencial za razvoj. Tako da to moramo samo izkoristiti, je pa res, da je potrebno predhodno tudi povprašati občane, če si želijo imeti tak objekt v našem okolju. Moja vizija razvoja mestne občine Krško je vizija nove generacije. Da bi mestna občina Krško postala privlačno, delovno in bivalno okolje, v katerega bi se mladi radi vračali, tu živeli, delali, si ustvarili družino. Okolje, v katerem se bo varno in udobno postarati in preživeti jesen svojega življenja, in okolje, ki bo spodbudno za delovno aktivno prebivalstvo in za razvoj obrti, podjetništva, gospodarstva, kmetijstva in turizma. To nameravam doseči s pospešeno večstanovanjsko gradnjo, s cenovno dostopnimi, kakovostnimi in dolgoročno varnimi najemnimi in lastniškimi stanovanji in z ustvarjanjem novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, da se bodo mladi začeli vračati nazaj v to okolje. Imamo ceste, ki so sramota za to občino. Glejte, odsek Krško-Zdole, odsek Brestanica-Koprivnica. Jaz sem se v državnem zboru zalagal in tudi pridobil sredstva v proračunu, da se bo začela cesta izvajati v letu 2023. Ne boste mogli verjeti, z zadnjim rebalansom, to je nedolgo tega nazaj, je vlada te dve ceste premaknila v financiranje za eno leto, se pravi v leto 2024. Še bolj me je pa prizadela druga stvar. Boril sem se za objekt CKŽ 55, to je stara policija. Podpišemo sporazum in ne morete verjeti, še drugič ne. Potem imamo nekaj objektov, kot sta knjižnica in bazen, ki jih je treba zgraditi in dokončati do konca. Imamo razvaline na nekdanji celulozi papirja na Vidmu. Imamo probleme z Romi, ki so vsak dan hujši. Predvsem pa so še prevelike razlike med podeželjem in mestom. Moja prednost pred ostalimi kandidati je v mojem znanju, izkušnjah in dosedanjem delu. Sem edini kandidat,
ki sem do sedaj v javnem sektorju kot direktor že vodil kolektiv z več 10 zaposlenimi in sem edini kandidat, ki so mu bila do sedaj zaupana v upravljanje javna sredstva, ki presegajo višino proračuna Mestne občine Krško. In nenazadnje, sem tudi kandidat ljudi, ki izhajamo iz zasebnega sektorja. Saj že 11 let vodim odvetniško družbo. Moja vizija je, da z svežo idejo in s svežo energijo pripeljemo Mestno občino Krško do ene boljših in uspešnejših občin v Sloveniji. Način, kako bi do tega prišli, je sigurno s politiko, ki vključuje, sodeluje in veliko kompromisov dela. Izrednega pomena je tudi dobra ekipa, tako v občinski upravi, kot tudi v občinskem svetu. In prepričan sem, da bomo dobro in odlično sodelovali, kajti tukaj smo in moramo biti samo z enim ciljem, in to je delati dobro za vse občane in občanke. Pravi kandidat, zato ker se mi zdi, da sem pravih let, sem neobremenjen, čistih misli, imam dobro ekipo in pripravljen na sodelovanje, ne izključevanje. No. Tako. Zato, ker sem prva ženska, nisem prva kandidatka, so bile tudi pred mano, ampak Krško še ni imelo županje, to je en razlog. Drug razlog je, da jaz znam delati, mogoče sem malo preveč deloholik, znam voditi podjetje, odlično poznam, kar se samega vodenja podjetja tiče, poznam tudi javno upravo, lokalno samoupravo, sem strpen človek, nisem zamerljiv, se ne prepiram, poslušam predloge vseh, ker tudi tisti najbolj neumen predlog je lahko za nekaj dober in želim biti pač neka ljudska županja. Svojo prednost pri kandidaturi za župana Mestne občine Krško vidim predvsem v svoji neodvisnosti, poznavanju občinskega proračuna, delovanje občinske uprave preko porabe sredstev občinskega proračuna. Saj zadnji 4 leta sem predsednik nadzornega odbora Mestne občine Krško, v katerem smo opravili 5 poglobljenih ali pa obsežnejših nadzorov porabe proračunskih sredstev in pa tudi prometa z nepremičnim premoženjem, in to mi je dalo neko širino, nek vidik, kaj in kako bi lahko naredili bolje. Imam izkušnje na lokalni politiki, v državni politiki. Odkrit sem in pogovarjam se tako z levimi, tako z desnimi. A vi mislite, če bi jaz bil v eni stranki, ki bi bila levo usmerjena ali desno in bi prišla z projektom Mestna občina, da bi uspeli? Pozabite. Moje mnenje je, da sem ta pravi kandidat, kajti imam, ne bom rekel veze in poznanstva, imam pa prijatelje med sedanjimi ministri in tudi poslanci. In zato ocenjujem, da sem pravi kandidat. S partnerko in 2 sinovoma in psičko Lili živimo v Krškem, na Vidmu. Po poklicu sem ekonomist in zaposlen kot vodja poslovne enote banke. Svojo poklicno pot sem pa začel kot pripravnik na upravni enoti v Krškem, na oddelku za gospodarske dejavnosti, kjer sem se malo spoznal z lokalno upravo. Prihajam iz Leskovca pri Krškem, kjer živim v stanovanjski hiši. Zaposlen sem v Nacionalnem preiskovalnem uradu, kjer kot višji kriminalistični inšpektor opravljam področje dela s preiskovanjem kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. Aktiven sem na lokalnem družbenem področju, predvsem na ljubiteljski kulturi, tako na čisto lokalni, v Kulturnem društvu Leskovec pri Krškem, kot občinski in tudi na nacionalni. Bil sem 2 leti tudi predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije. Prihajam iz Leskovca, to je pač moj rodni kraj. Drugače sem pa že svojo poklicno kariero zaposlena pri največji reprezentativni organizaciji v Krškem, to je Območni obrtno-podjetniški zbornici Krško. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomiran pravnik s pravosodnim izpitom in licenco za odvetnika. Svojo karierno pot sem začel z delom v občinski upravi, kjer sem bil zaposlen v kabinetu župana. Nato sem svojo poklicno pot nadaljeval na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer sem prehodil celotno karierno pot javnega uslužbenca, od svetovalca, vodja oddelka do direktorja.
Zdaj, zadnjih 11 let pa sem odvetnik, kjer sem ustanovil prvo odvetniško družbo s sedežem v Posavju. Po izobrazbi diplomiran inženir logistike, zaposlen trenutno na občini, kajti preden sem nastopil v državni zbor, sem bil tudi na občini zaposlen, tako da zdaj sem tudi nazaj se vrnil. V prostem času, kolikor mi ga še ostane ob službenih obveznostih, ki jih upravljam v Ljubljani, je moj hobi kolesarstvo. Zelo rad kolesarjem, tako gorsko kot tudi cestno, in srečujem naše občane in spoznavam našo infrastrukturo tudi z drugega vidika, drugega aspekta, se pravi s kolesa. V zadnjem času tega prostega časa žal ni, no. Sem pa v preteklosti pela pri zborih, imam končano tudi nižjo glasbeno šolo petje, tako da to je en tak veselje, rada rišem, marsikaj počnem, no. V najstniških letih sem se ukvarjal z plavanjem in košarko. Danes sem pa navdušen gorski kolesar. Rad grem pogledat dober film, se družim s prijatelji, pa pogledam kak dober koncert. Vesel sem tudi, da sta se oba sinova odločila za šport. Eden trenira nogomet, drugi trenira košarko. In ko mi čas dopušča, si z veseljem ogledam kakšno njuno tekmo, ker sem velik navijač in pa podpornik. Imam še oba starša, Peter in Vladka, upokojenca, živita na bližnjem Libelju, tam, kjer je včasih bil vikend, je zdaj to njun dom. Oba bivša zaposlena v podjetju Vipap, in če kaj sta me naučila, kaj pomeni spoštovanje in pa poštenje, za kar sem jima še danes zelo hvaležen. Hobi. Imam vinograd svoj, rad hodim na morje, tudi kdaj smučat, odvisno od časa, koliko mi je na razpolago. Pomagam očetu pri čebelarjenju, tako da ni problema.